Bodi to, kar si, ne to, kar okolica pričakuje od tebe. V oddaji Klepet ob kavi si to upamo. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli v oddaji Klepet ob kavi. Takole, že 5. sezono vam pravzaprav posredujemo različna znanja, različne modrosti. Ne zaradi tega, ker nam je dolg cajt, ampak zaradi tega, ker verjamemo, da lahko povzamete te stvari in ne samo, da jih povzamete, da jih začnete prakticirati v svojem življenju. In če je ena majhna stvar, mogoče navada, običaj ali pa nek pogled, ki ga spremenite, potem je to za nas že zmaga in veliko zmag smo v teh 5 sezonah že doživeli. Ljudje pravzaprav zelo konkretno nekakšne običaje, nove navade zares vpeljujejo v življenje. In tudi danes boste srečali in slišali nekaj krasnih navad, ki se jih lahko naučimo od modrih Indijancev. Iz društva Nova Akropola je v moji družbi gospod Vojko. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Tako grdo govorim Indijanci, ne? Indijanci. Kako je zdaj s tem? A je to zdaj grd izraz ali ni grd, kako bi mogla reči? Ja, navadili smo se na ta izraz, ne. V glavnem gre za predkolumbijske prebivalce Amerike, cele in južne in severne, ne. Lahko bi rekli, ne vem, nekdanji prebivalci Amerike, ne vem, staroselci recimo, ja. Ampak navadili smo se na ta izraz, pa ga uporabljamo, ne. Ja, definitivno. Nič slabega ne misliva, če tudi da bova rekla Indijanci kot taki, ne. Moram reči, da nekaj let nazaj je že od tega, ko je bil tisti film, ne, tak zelo znan, ki je malo Pleše z volkovi, mislim, da. To sem gledal, ja. Tako, ki je pravzaprav malce prikazoval njihov način življenja, pa ta sodobna civilizacija, mislim, da se je skoraj vsak zjokal lahko pri tem filmu. In danes bova govorili o odnosu pravzaprav, ki so ga vzpostavili Indijanci z naravo, z vsem, kar ga je obdajalo. In danes nam manjka tega. Ja, ta nekdanja Amerika, tista predkolumbijska, je živela na čisto popolnoma drugačen način, kot pa živi recimo sodoben svet. Današnji svet živi po enem kalupu, ki smo ga vsili v bistvu svetu, Evropejci, ne. In zdaj, v teh 500 recimo letih po renesansi, smo to našo civilizacijo res zapletli in razvili do skrajnih meja, ne. Problem je, ker smo malo pretiravali, ne, s tem materializmom. Nekdanja Amerika je živela čisto veliko drugače, ne, z naravo, v naravi, je imela neposreden v bistvu odnos do narave. Mi smo pa ta neposreden odnos izgubili, ko smo se ugradili v mestih, smo to naravo odrinili daleč stran od sebe, ne. Ogromno ljudi prihaja v stik s to, res bom rekel, naravo, kar je še ostalo na tem svetu, preko televizije, preko računalnika, ne. In praktično skoraj, da ne gre pač tam, nekam daleč se treba pač odpraviti, ne. To je težko je priti v stik s tisto pravinsko naravo danes, ne. Ker je zanimivo, veste, ker v našo oddajo prihajajo zdravilci, terapevti iz vseh možnih področij. In velikokrat govorijo, da je problem današnjega človeka to, da je dosti neprizemljen, ne. Ker to sploh ni težko doseči, ne, pač spi na zemlji, hodi bos po travi in vse te stvari, ki so bile pravzaprav del vsakdanjika Indijancev kot takih, ki so bili zelo povezani s to mamo Gajo, mati zemljo. Mati zemljo, ja. Njih je že religija to učila, ne. Oni v bistvu, recimo, če govorimo o severnih Indijancih, teh prerijskih Indijancih, ne, oni niti niso hoteli zgraditi neke civilizacije, ne. Oni so hoteli živeti skromno od narave, ne. In zato so pač ohranili ta neposreden stik, ne. In živeli so skromno, ne. To jim je, religija jim je zapovedovala skromno življenje. Zato ker, kot ste rekli, mati narava, ne. Ona je dejansko, oni so jo smatrali kot živo bitje, kot boginjo. Oče, sonce in mati zemlja. Zadaj vakan, tanka, neki misterij, Niso ga imenovali Bog ali pa mu dali nekšne takšne atribute, neke osebe ali nečesa.
nek misterij, ki je zadnji za vsem, neka popolnost, neka dobra, rekel modra popolnost. In temu so rekli vakantanka. Vakantanka. Iz tega je vse nastalo. Zato oni smatrajo naravo kot sveto, ker je nastalo iz tega. In zato oni naravo spoštujejo, jo ljubijo in ji nočejo storiti nič žalega. Niti naravi kot taki, niti bitjem v naravi. A ne? Narava je celotna, cela je živa in cela je povezana. Ampak kako so pravzaprav, kako so gledali na vse ostale, ki so začeli prihajati iz druge civilizacije? Ja. Zdaj, ponavadi slišimo samo tisto, kako so se borili kavbojci in indijanci, a ne? Kako so oni na njih gledali? A so potem kaj, kavbojci začeli, pa so se oni branili? Kakšna je tukaj odzadnje realnost? Začelo se je belci, ne, z Evrope so začeli prihajati kot begunci, bom rekel. Ne. Nadaljevalo se je, potem so se spremenili v migrante in na koncu v osvajalce oziroma koloniste. Ne. In dokler še niso bili nasilni in dokler še niso delali gospodarja na tuji zemlji, ne, do takrat so jih pač Indijanci smatrali kot goste, ker Indijancov so vsi ljudje bratje. Ne? Pa tudi, ne vem, vsa druga bitja v naravi. Ne? Ampak kaj se mi lahko zdaj od tega naučimo? Ali lekcijo naivnosti ali lekcijo odprtosti? Obojega. Ne? Se pravi, belci, ko so prihajali, so bili v bistvu v enem, bom rekel, v enem takem, bili so močnejši v bistvu na nek način, ne? Tehnološko, civilizacijsko od Indijancev. Indijanci niso imeli ničesar, ne? So bili taki, bom rekel, niso se imeli niti možnosti braniti, ne? Ampak od začetka je kazalo, kot da se niti ne bo treba braniti, ker je to število še ni bilo veliko. Ne? Potem, ko je pa, se pravi, vzeli so ga kot vsakega drugega gosta, mu ponudili vse, kar je potreboval, bil je pri njih varen, ne? Za njih je bil gost nekaj svetega. Ne? Potem je pa počasi to eskaliralo, ne? In belci so postali skozi bolj nasilni in potem so tudi Indijanci reagirali nasilno, so se začeli braniti. Ne? Zdaj, ko ste rekla, kakšen je nauk? Ja, treba je to, rekel, gledati nekako celovito, ne uravnotežiti. Če je vsake stvari, če je preveč, ne, ni dobro. Ne? Dokler je uravnotežje, je pa v redu. Ne? Ravnotežje moramo torej Tako je, ja. Zdaj tako, če smo že pri migrantih, mi, belci, Evropejci, smo zakuhali v bistvu vse probleme na tem planetu. Ne? Najprej s to kolonialno politiko, ne? Začeli smo mi kot, bom rekel, migranti in kolonisti, zdaj se nam pa ta migracija vrača, bom rekel. Ne? Ko smo spravili, rekel, svet iz tečajev, ko smo tisto dobro delujoče družbe spravili z ravnotežja, ne? In potem tudi kasneje ta ta kapitalizem, ki je nadaljeval to na globalnem nivoju, ne? Se nekako ta ljudstva niso znajdla. Ne? Zdaj, Indijanci so imeli tudi pod kontrolo vse nagone, bom rekel, so se trudili pač v tej smeri. Nikoli jih ni bilo veliko. Preko preveč. V celotni Severni Ameriki jih je bilo mogoče 10 milijonov. Ne? Danes je v Severni Ameriki pol milijarde ljudi. Wow. Ne? Tukaj smo zelo preterali. Zakaj? Zato, ker je materializem tisti, ki je zdaj, ki vlada svetu. Ne? Odnosi so površinski in površni. Ne? Ni več tiste globje povezave, ko je čutil nekoč, recimo, Indijanec. Ne? Indijanec je vzpostavil najprej stik s samim sabo, ne, s svojo notranjostjo, to spravil v harmonijo, spoznal sebe in na tej podlagi potem lahko spoznal svet, naravo, druge ljudi in se tudi lahko potem na eni drugačni osnovi povezoval nazvan. In danes se znova lahko veliko učimo od njih in o tem bomo tudi danes govorila. Torej, kaj se lahko naučimo od modrih Indijancev, še prej pa dajmo pogledati, kateri so tisti aktualni dogodki, kjer se srečujemo istomisleči ljudje, se izobražujemo, pridobivamo izkušnje.
Takole, danes govorimo o tem, kaj bi se lahko naučili od modrih Indijancev v zvezi z naravo. V zvezi z naravo. Vsega. Danes delamo vse narobe. Naravo smatramo kot nekaj, rečemo mi in naravno okolje. Recimo, to je osnovna definicija ekologije. Indijanec je smatral, da je v naravi vse povezano, da je tudi on sam kot človek pač del narave. In zato današnji človek tudi tako se obnaša, pač naravo jemlje kot nekaj mrtvega, kar je treba izkoriščati. Indijanec je pa, njegova religija, to smo že omenila, je govorila o tistem velikem misteriju, ki je zadaj, ki je neskončno dober, neskončno sposoben, da je ustvaril vsa ta bitja, da so vsa ta bitja sveta. In potem, normalno, Indijanec do svetih stvari se ne obnašaš, recimo do matere zemlje, po materi zemlji ne koplješ, ne izkoriščaš jo, do biti se pač obnašaš kot nečesa svetega. In Indijanec je zato sam sebi zapovedal skromnost in brzdal nagone. Se pravi, mi belci pa smo v bistvu zelo temeljito mislimo, koliko smo razumski, koliko smo napredni, koliko smo znanstveni, ampak v bistvu nas imajo v rokah nagoni. Nagon po prokreaciji, bom rekel. Če ne nas ne bi bilo toliko milijard, toliko veliko na tem svetu in ne bi toliko zlorabljali naravo in ne bi hlepeli toliko, si prizadevali toliko med stvari. Se pravi, iščemo varnost. Indijanec je rekel, varen si v okrilju matere narave. Ona, Vakantanka, bo preko narave poskrbel, da boš ti imel vse, kar potrebuješ. Ampak ne vzami si več kot toliko. Bodi gost, bodi dober gost, bodi skromen, ne delaj se gospodarja. Ker nisi, Kaj bi nas lahko modri Indijanci naučili o sreči? O sreči? Ja. No, lejte. Indijanec je bil skromen. Ko so prišli belci v stik z njim, so mislili, da je primitiven in ker nima ničesar, da je nesrečen. Ja. No, Indijanec je bil pa srečen človek, čeprav ni imel ničesar. Kaj ga je usrečevalo? Usrečevali so ga odnosi, prav to odnosi, tisti globoki odnosi, ker edino to v bistvu lahko človeka usreči. Površinski odnosi, to, kar imamo danes, ko naravo gledamo preko interneta pa televizije, ko nimamo praktično sploh stika z njo, bom rekel, Slovenija mogoče kar na boljšem. Ja, tako. In pa potem te odnosi do sočloveka so zelo površinski. Kar malo se spomnim, recimo, tehle današnje tehnologije, veliko komunikacijske tehnologije, ampak veliko površinske komunikacije, ni več tega neposrednega. Indijanec je imel pravega prijatelja, ki sta se spoznala, temeljito šla skozi neke preizkušnje, obljubila sta si zvestobo do smrti. Dejansko sta šla v smrt en za drugega. Tako močna je bila, bom rekel, ta in globoka ta povezava. Recimo tudi v družinah med možem in ženo je vladalo spoštovanje, vljudnost, ljubezen. Ampak zanimivo, da niso prepustili mladima to svobodo, da bi se sama našla, bom rekel, da bi se nekako prepustila hormonom, ki bojo namesto njiju izbrali. Danes prepuščamo to hormonom, se pravi nagonom. Takrat so starši to izbrali, kjer bo ta skupaj. In zanimivo, da se je v teh družinah rodila lepo ljubezen med možem in ženo, spoštovanje in da zakoni sploh niso šli narazen. In tudi prešuštev ni bilo. In tudi mladih niso spustili v zakon, če se niso dokazali, da so sposobni, recimo fant, da je bil sposoben uloviti nekaj hrano, priskrbeti družini, recimo, da je bil sposoben braniti to družino, da je bil velikodušen, tudi plemenit. Njih so skozi spodbujali k temu velikodušnosti, dajanju. Današnja družba je na sprejemanju, na boju med sebojno, kdo bo nekomu iztrgal nekaj zase. Pri Indijancih je bilo nasprotno. Imej čim manj, bodi skromen in daruj. Se pravi, da grejo zadeve naprej.
Kar se tiče njihovega partnerskega odnosa, se pravi, so bili monogamni. V tem smislu imeli so eno ženo oziroma enega partnerja in to je bilo to. Pa v bistvu v glavnem. V glavnem. Ampak zgodilo se je tudi, da je bilo več sester pod istim šotorom, ne? Žena, in da so bili otroci skupni. Ne? Namreč moških je bilo primanjkovalo, zato ker so pač tiste, recimo, lov in to bojevanje, ne, življenje v naravi, oni so se izpostavljali in je bilo tudi žrtev, ne. In potem je bilo žensk več. In za te ženske je bilo treba poskrbeti, ne. Vsaka je morala imeti v bistvu nekaj enega moškega, zato da je nalovil tisto divjačino, da jih je malo pazila, ne. In potem so, če tiste sestre, recimo, ali pa kakšne ženske, da so bile brez moškega, jih je lahko pač nek pač moški so se priključile. Kakšno vlogo pa je imela ženska? Je bila v podrejenem položaju ali kako je bilo tukaj? Ne, to je bilo pa v bistvu eno tako, ni bilo tega tekmovanja med spoloma, kot je danes, ne. Točno po naravi se je nekako videlo, kaj ima ženska čez, kaj ima moški, ne. Ženska je imela veliko tega, ne, je imela celoten dom, postavljanje šotorja, transport in vse, kar je pač vse 4 vogale, recimo, če bi bil šotor oglat, pa je bil v krogu, ne, je nekako držala po konci, ne. In je skrbela za to srečo in toplino v domu, ne. In moški je pa moral biti skozi na preži, on je moral biti vrhunsko sposoben. Se pravi, kar se tiče kontrole strahu oziroma vseh nagonov in pa to tudi fizično je moral pripravljen biti, da je lahko nalovil pač tisto hrano, ne. Kaj pa ta nenavezanost na dom? Recimo pri Slovencih vidimo to tipično, ne. Neko hišo gradijo celo življenje, tam so in ne ločijo se, pol pa nočijo, ko starijo, že nočijo neudomne nikamor, pač tisto eno področje. Indijanci so se dosti selili, ne? Ja, način indijanskega življenja je bilo, ker zdaj govorimo o preriji, ne. Imamo različne Indijance, mi smo se pač osredotočili na prerijo, ne. Tam, dokler ni Indijanc dobil konja je dobil pa od belca, ne, je živel na robu, ob robu prerije. Potem pa, ko so postali mobilni s pomočjo konja, so pa krožili po preriji. 30 plemen je krožilo stalno po preriji, ne. In to so bile rodovi, po enih 100-200 skupaj. Vas so postavili tiste šotore, vas so se utaborili za par tednov, ne. In ko so tiste, bom rekel, resurse porabili, ne, so se odpravili 30 recimo kilometrov naprej za temi čredami bizona. Oni so bili zelo odvisni od teh čred bizonov, se pravi, v tej suhi pokrajini se je paslo na milijone bizonov, ne. Se pravi, moški so se držali seveda doma, ne. Vsa družina je bila skupaj pod eno streho in vse generacije, ko smo rekli stare, danes stare pošiljamo v domove, takrat tega ni bilo. Majhni otroci, se pravi večji otroci, pač partnerja, stari starši, pa še kakšen pes, pa še kakšen konj. Vse je bilo pod tistim precej velikim šotorom, ne, ki so ga z tem konjem, ki so ga pač dobili, ki so se zelo namnožili te konje, ne, so pač bili sposobni to transportirati, lažje, ja. Drugače je pa, no, še to, da povem, no, v tej družini je vlada res neka toplina, bom rekel, in vse generacije so dale svoje. In bistvo tega, no, da je potem ta vzgojni proces tekel tako, kot je treba, ta krog je bil vzpostavljen vzgoje, a ne, da so prihajali dobro socializirani, bom rekel, in dobro čustveno zgrajeni ljudje, a ne, in taka je bila indijanska družba, ne. Odlično, najlepša hvala za vse te informacije in ja, premislite, pogovorite se v družini, katero od teh stvari, teh pogledov bi pa lahko vi vključili kot del vaše kulturne, družinske kulturne dediščine.